torek smo praznovali dan Slovenske vojske. Česa ste lihar rekli? Ne. Slovenske vojske. Mislim, da je skrajni čas, da se nehamo obnašati ponižujoče do naše armade, ki smo kar visoko na lestvici indeksa moči. Še to, na lestvici Global Firepower smo torej uvrščeni na 91. mesto. Mesto pred nami je Albanija, za nami Mozambik in nazadovali smo. Zmeraj lahko slabše, sprav. Mislim, da jih je vseh skup 93. No, jaz sem upam, če prije do kakšne vojne, da prije do vojne med nami pa Albanijo ali pa med Mozambikom. Ker drugače nimamo šans, da zmagamo. No, ta prireditev je potekala v Mariboru, kaj visokih gostov? Predstavitve in ogled enot si je ogledala tudi vrhovna poveljnica Slovenske vojske Nataša Pirc-Musar in z vojaki spregovorila nekaj besed. Vrhovna poveljnica Pirc-Musarjeva se je rokovala s poveljnikom Reksom. Povedal je, da dokler bo on na terenu, je Slovenija varna pred mačkami. Pa da če lahko kak priboljšek dobi, da bo tudi zelo vesel. Pa da ji lahko da tačko, če je kaj prav pride. V glavnem, kaj pa je povedala vrhovna poveljnica? Ker sem predsednica drugič na Dnevu Slovenske vojske in vesela sem, da je letos kar nekaj novosti, predvsem je pa Dan Slovenske vojske namenjen mladim fantom in dekletom, ki jih zanima vojaški poklic. Vesela sem, da je letos kar nekaj novosti. Kakšnih novosti? Letos so tudi sendviči s tuno. Pa vročo čokolado strežejo na štandih, tako da, če to ni novost. Predvsem pa je vesela, da je Dan Slovenske vojske namenjen vsem, ki jih zanima vojaški poklic. Zdaj pa, mene pa zanima, kaj pa lahko ponudi Slovenska vojska poleg utelešenja ljubezni do branjenja matere Slovenije? Preizkusili smo tudi vojaške pice, si ogledali pekarno, se preizkusili v simulativnem streljanju. Dobran, dobrodošli v pizzeriji Slovenska vojska. Najprej bomo samo postrojili, fuknili 3 pice v peč, pa gremo pa streljati. Jasno? Mirno! Mozzarella, salama. Zdaj pa k slabim novicam. Bolj slabim novicam, kot je dejstvo, da imamo oceno Slovenske vojske nezadostno. In sicer iz Slovenije se je dokončno umaknil glavni ponudnik dostave Glovo. Ja, naši državi grozi lakota. Jaz sem hotel zdaj resen biti. Dobro, samo pa lahko ti smejali. V čem točno bi bil razlog? Slovenci smo precej občutljivi recimo na hrano in ta hitra hrana, da tako rečemo, mogoče ni čisto napisana na kožo Slovencem. Slovenci se za takšno hrano odločimo potem, ko nimamo normalne hrane, ko ne skuhamo doma ali ko ne gremo v restauracijo. Vse to je logično. A imamo kaj za jesti? Nimamo. A je še kaj sirove skorje? Ne. A je še kaj fižola od prejšnjega tedna? Ne. Kaj pa čebula? Nič nimamo. Marjan, nič nimamo. Ja, nič bomo pa Volt poklicali. Kaj pravijo pa ljudje? Smo Slovenci uporabniki teh storitev ali ne? Kaj zdaj? Naročate hrano preko spleta? Ja? Ne. Ne. Prav res ne. Bolj malo, jaz osebno. Ne. Ne, nikoli. Ne. Moram priznati, da ne. In pa se čudimo, da je šel Glovo iz Slovenije. O ne, cela panika, šli so. Ne moramo več naročati, o moj bog. Ja, prej ste naročali. Ne. Zdaj pa k naravoslovnim temam. In največja ogrožena ter nestrupena kača pri nas, progasti gož. Prva iskalna akcija progastega goža v slovenski Istri se je pred 4 leti izkazala za zelo uspešno. Letos pa jo je Nacionalni inštitut za biologijo ponovil. Domačine in obiskovalce zato prosijo, da jim pomagajo pri informacijah o pojavljanju te kače. Ste ga videli? Ne. Ne? Velikih je.
Resno, še v naši pisarni. Presežem! Ne verjamete. Dajmo si pogledati. Jaz sodelavce branim. Ne vem, kako je z vami. Jaz sodelavce branim. Da naredijo še tistih par minut za en kot. V glavnem, da pa pojmo na politiko, pa ne zato, ker bi se spodobili, ampak zato, da bomo imeli dosti minutaže. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.